Pot skulptur Slavka Oblaka je umeščena v enkraten blejski prostor, prvi obiskovalci pa so jo lahko spoznavali na nedavnih vodenjih. Pot so zasnovali v Zavodu za kulturo Bled. Mislim, da je v bistvu zelo pomembno, da so se vsa dela povezala v pot skulptur Slavka Oblaka, da se spozna tudi bolj kompleksno delo in pa tudi življenje samega avtorja. Zato je tudi v bistvu smo izdali letake, na katerem je QR koda, ki se poveže tudi na spletno razlago, tako da se bodo ljudje lahko tudi sami sprehodili po poti in seveda se pravim, tako kot smo danes slišali, razumeli delo oziroma si predstavljali, kako poteka. Ustvarjal je v večjih obdobjih, tako da zanimivo bo in je zanimivo, tako da najbolje, da se vsak sam odpravi po poti in uživa. Vid Lenart, poznavalec del kiparja Slavka Oblaka, je obiskovalce popeljal od skulpture do skulpture, od občinske stavbe vse do Blejskega gradu. Pomen nove tematske poti vidi večplastno. Prvi pomen je sigurno potrditev enega človeka, ki je ustvarjal celo življenje zunaj svoje domovine, da se vrne simbolično v ta prostor. Ker je naredil krasno kariero, ker je dober umetnik, ker je dober človek in je prav, da take ljudi damo za zgled. Druga je ta, da je sploh umetnost javna. Umetnost mora iti med ljudi in če ne živi med ljudmi, polje nima svojega obstoja, upraviči obstoja. Je samo ekonomsko sredstvo in to je druga. Tretja je pa ta, da recimo skozi moje vodenje sem jih poskušal malo dvigati njihovo gledanje na umetnost in jo postaviti v kontekst, v družbeni kontekst in delati povezave s procesom ustvarjanja pa z drugi družbenimi nizi od politike do umetnostnega sistema. Kako so na Bledu v njegovem domačem kraju povezali skulpture, ki jih je ustvaril tekom let, si je ogledal tudi avtor kipar Slavko Oblak. Ob tem pa obiskovalcem tudi sam predstavil nekaj svojih pogledov na ustvarjalni proces. Velik veselje, jaz grem proti koncu življenja in to je v življenju pomeni to dober znak, da ni cel življenje bil zastonj, da sem tudi zdaj, da bo to za cel Bled, pa za ljudi, pa za Gorenjsko, tudi, da sem za Gorenjsko tudi nekaj dobrega naredil, mogoče nekaj posebnega ali pa nekaj zanimivega, tako da bo Bled tako, da Bledu ne bo škodoval, ampak da bom to koristil, da veselje imam s tem, da je tako, da se na vse zadnje sem bil tako dobrodošli in da so vsi tako zadovoljni z mojim delom in da se je to lahko tako naredil. Zagotovo je to ena dodana vrednost, velika dodana vrednost, ne samo v tem turističnem smislu, ampak tudi v smislu ohranjanja te dediščine in pa konec koncev menim, da je v preteklosti bilo storjeno morda kar malo krivice do gospoda Slavka Oblaka strani nekih lokalnih oblasti v tudi prejšnjem režimu recimo in da je zdaj skrajni čas, da mu postavimo mesto, kjer mu je in zato je tale pot več kot dobrodošla in vsi vabljeni na to pot. Prva ena taka prireditev za sladokusce, ker je zelo poglobljeno bilo predstavljeno in super je bilo, da je bil tudi on prisoten, da smo ga spoznali, prej sem samo kipe njegove poznala. Na pot skulptur se lahko odpravite tudi sami, kot začetno točko pa izberete katerokoli izmed 5 plastik na poti med občinsko stavbo in Blejskim gradom. Tematska pot je umeščena v enkraten blejski prostor, v katerem v čudoviti simbiozi z naravo bivajo plastike, ki odražajo tudi mladostniške vtise, spomine in doživetja Slavka Oblaka.